Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Mate Bro je že z nami, lepo zdrav. Lepo zdrav, dobro jutro. Zdaj te moram predstaviti, ne? Tako je nekako na začetku, ampak če rečem, da te poznajo še iz časov Do Fenomene, pa kot Bro si izdal plato, pa potem sodeloval si z Magnificom in ostalimi kot back vokalist. Slišali so te, videli so te, da pa bi te na ulici nekdo vprašal, rekel, kdo si že ti? Kaj bi ti povedal nekomu? Kdo si jaz? Kdo je Mate Bro? Glasbenik, avtor, pevec, umetnik, borec, ne, v tem svetu. Mislim, take titule si mi dal, da Ja. ta borec mi je Borec za sploh všeč. preživetje, no tak, borec za glasbeno preživetje, mogoče v tem smislu, ja. Ja, recimo, jaz sem še kar kljub že rahlo častitljivim letom še vedno trmast, ko šuz glede tega, da pač hočem ustvarjati muziko, do kjer imam iskren odnos, ki jo lahko nosim, s katero lahko grem spat zvečer. S čisto dušo, ne. Tako. Da rečeš, okej, ja. Tako, da nisem zdaj sam lovil, ne vem, 3000 prodanih pirov na veselici. Ja, glej, šank je ponovadi tisti, ki nekako šteje svoje odzive tudi pri samih promotorjih, ampak vendarle. Res je. A kljub temu vztrajam in se zahvaljujem in sem vesel, da na radijih pa ni tako. Na radijih pa ni tako, sploh na tej frekvenci, ki jo poslušate, ne, te zdaj rolamo tudi pridno z zadnjimi izdelki. K temu bomo prišla tudi kasneje. Glasbeno si probal marsikaj, kar se stilo tiče, ne. Vmes si zajadral tudi v reggae. Na koncu, ne, prideš vedno do neke funky muzike, ne, ki nekako povezuje nekako vse, ne. Ja, nekako po tem iskanju sem se nekega dne pač sprijaznil, mogoče pa to ta stil, mogoče pa to ta izraz, večno iskanje, ne vem. Nikoli mi ni pasalo se čist not zabarikadirati v nek žanr, oziroma vedno me je zanimalo še kaj drugega in ne samo v tem nekem smislu, da pač poslušaš, malo povohaš zadevo, v smislu, da vključiš to nekako v svojo muziko. Mislim pa vseeno, da se ne glede na to, a je moj komad rock and roll ali funk ali reggae ali whatever, da se vseeno sliši, no, da je isti striček od zadaj, ne. In zdaj striček ima zdaj ime Mate Bro, ne. Malce si se kot princ, recimo, ne, seveda tvoj nek omiljeni idol, on se je večkrat igral z imeni, ne, nisi se toliko igral, malce si ga recimo friziral ime, ne. Je to zdaj to mogoče ali vse za nekaj časa? To je sigurno to, ker to tudi po novem, oziroma že par let piše tudi na osebni, ne. Sem spremenil. Tako da dar si vzel. Tako, dar. Sam si vzel dar. Hud udar. Ja, zanimivo. To bo sigurno ostalo in že pred časom sem nekako sklenil, da se ne obremenjujem. Ta zdaj pa komati pa čisto v enem drugem džiru, a ne. To vse spada pod nek moj izraz in ne vidim nič slabega v tem, no, da si pač bolj širok. No, vse v redu. Daj povej mi, glasba je našla tebe ali si ti našel glasbo? Si imel izbiro ji pobegniti ali ne? Nisem imel, ker je bila mama muzičarka, multiinstrumentalistka, tudi pela, kitara, klavir, harmonika. Vse je bilo prebajtina, vse je bilo in dejansko tudi, mislim, res bi se mogel verjetno potruditi, no, da ne bi padal pod vpliv, če pa ne bi pač ne bi tega delal, no, tako da v bistvu po moje je bolj oboje stransko, ne, ni pa bilo nikoli, da bi me ona silila v kaj. Edinič, ko me je dol posedla, pa rekla, dej, ti bimbo malo preštudiral, ne, je bilo v 7. razredu, ko sem prišel z neverjetno idejo, da zdaj bom pa jaz klarinet prodal in kupil moped. No, to je bilo v 90-ih. Ja, mogel klarinet za moped. Nisi bil pri Birmi ali si bil, ne? Tam se je ponavadi moped dobil, ne? Tisto to pa nisem mogel, ne. Tam se moped dobi, tisto sem spustil, ne. Tisto. In pol sem na 2 dni študiral, pa je bilo res ono, ti si bravo, svaka čast, kaj si hotel narediti, ne. In hvala mati, ne. No, samo glej, ne, tista upornost pri nekem mladem človeku mora biti, ne. Ampak zdaj, če dava recimo na tehnico, formalna glasbena izobrazba ali samouk, ne. Ti si
formalno glasbeno izobražen in si zato najbrž tudi hvaležen. Nekaj je tam tudi bilo. Nekaj ti pravijo, da te preveč ukalupira, drugi pravijo, da ti da neko disciplino, recimo. Ne? Dokler imaš svojo idejo in svojo špuro, se mi ne zdi, da te lahko karkoli ukalupi. Zveš pa same koristne stvari tam. Ne? Mislim, meni se zdi, da zaradi tega si ful lažje zapomnim, recimo komad, ker vem pač, da ne vem, čisto osnovno, da če je C-dur, da zna biti pol verjetno, da bo za ovinkom A-mol. Gis-mola ziher ne bo. Ja, to zame sicer, so to bolj tiste enačbe. Ampak, veš, to ti je uno, če veš poštevanko od 2, veš, da enih števil ne bo tam nota. Ne? In čist glede tega simple. Ne? Je pa, imam pa rad ta kombo, no? Svoj, ker recimo kitaro sem se pa čist sam nekako spravil skup in mislim, da nekako se to super dopolnjuje, tudi ta šolski aspekt, oziroma da veš te neke teorije, načine in pa čist garaža, zaklonišče. Ja, pa če ne drugega, ne? Lahko na obeh frontah, ne, spoznaš ekipe, ne? Se pravi glasbeništvo, ne? Saj si lahko solo, ampak je neko krdelo, ne? Rabiš, ne? Sam si, lahko volk sam tuli v luno, ampak ne, ko pa gre, okolje pa fajn, če ima. Če imaš še kakšno družbo. Ne? Tako je. Dobro, najprej bova si glasbeno izbrala, kot si zapisal, Srce in zlata obala. Same zasedbe seveda ni potrebno posebej predstavljati, gre za nek nabor, ne? Cvetobir takrat v 70-ih delujočih naših mojstrov. Tako, pri slovenskih komadih, ko sem jih zbiral, sem fest razmišljal, kako bi, pa sem se pol odločil, da 2 jubilanta izberem. Ja, si bil na... letos, ne? Nisem bil. Sem pa imel ful let nazaj celo priložnost en špil z benčom dati skozi. Redko kdo ve, da sem 5 let bil tudi v grupi Elevators in takrat smo ravno imeli vsak mesec, mislim, da je bil v klubu Triglav, tam zraven RTV v Ljubljani, smo imeli špil in vsakič je bil en drug gost. In enkrat je bil tudi benč. Se spomnim heca, da smo se takrat vsi zmenili, da smo si pustili Brčino. Koliko pač sem si jo takrat lahko pustil. Ne? In pač zdaj, jaz sem ta profil človeka arijske sanje. Ne? Svetlo in plave oči. In pride benč in me zagleda z eno Brčino in reče, poglej ga, Clark Gables. Clark Gables. Gables. Ja, lahko se morda po glasbene ponovno pohecava, kako bi te v Gracu klicali, ne. Ampak vsekakor, Srce in zlata obala. Radio SI, Main Stage. Radio SI Main Stage, Mate Bro z nami. Znanje prenašaš tudi svojo glasbeno šolo, ne? To je reč, ki funkcionira iz dneva v dan. Ja, res je. Lani smo praznovali 10. obletnico in ravno v petek, se pravi slab teden nazaj, smo imeli že 3. tematski koncert. Tokrat smo se lotili zelo zabavne teme, boy bands in girl bands iz 90-ih, se pravi Backstreet Boys, Take That, Britney, All Saints, te stvari. No? In ja. Koncert je bil neverjeten, tako da ja, glasbena ustvarjalnica kot Dolina miru, Skarin Zemljič poučujeva tam že dolgo. Povej mi, kako je bilo za te mlajše generacije spoznavati to glasbo, po kateri so recimo njihovi starši rasli gor, ne? To je bilo za njih čist nekaj drugega. Ne? Zanimivo, eni sploh ne poznajo. Ja, seveda. Eni nimajo pojma in tudi niso hoteli nastopati. Medtem ko eni vejo vse, po mojem, da odvisno, koliko so jim starši nasuflirali, oziroma a ta bil metalc ali poper. Ja, se veš. Jakna je bila drugačna, ne? Včasih imel nete ali žele. Poslušalo se je pa doma marsikdaj tudi kaj podobnega. Glasba je torej tudi tvoj poklic, ne? Nekako, ali še? Ja, jaz sem tudi po izobrazbi sem v bistvu profesor klarineta, kar je marsikoga čist šokira, ker si me ne zna predstavljati s palcem v roki. Nekakor ga on se reži nekakor ga ni videti, niti v videospotih in nekakor, ne? Si ga sploh kje tako? Ne še. Ne še. Ampak sigurno pride.
Sigurno pride. Na samem današnjem koncertu si Ga še ne bo. To imaš, Klarineta. To imaš zdaj že to neko klasično zasedbo, ki v zadnjem času te spremlja, ali Tako. si nekako priložnost sestavi? Ne, to je v bistvu fiks zasedba. Zdaj ravno iskreno pač povem, milijon špilov nismo imeli, ne? Največ špilov smo imeli na radijih. In to je radio. Ampak ja, jaz se rad nekako ne vem, ful menjavam ljudi, če se le da. Se mi zdi, da se ustvari nek vibe, neke finte skupne, nek film, no? Ja, gre svoj. seveda, ne, prenos energije na inštrumente in potem v zvočnike vsekakor izpade. Dobro, Mate, hvala za enkrat. Čez 20 minut se boš ponovno oglasil. Zdaj bomo nadaljevali z Grace Jones in Slave to the Rhythm. Tako preprosto se mi zdi, eni komadi so za radio. In ta je eden izmed takih, najprej sem htel Sledgehammer, ampak ga prevečkrat slišim na vaši frekvenci in sem pol rekel, evo, Grace Jones. Grace Jones in Slave to the Rhythm. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Mate Bro, skupaj z zasedbo, da ne pozabimo še ostalih, ne? Da malce poimensko še povemo, koga si zraven pripeljal. Tako je, sami hudi, toliko hudi, da smo mogli imeti vaje na dan, ko sem jaz imel koncert z glasbeno. Toliko imel časa. Pavel Čebašek, bobni, Jaka Krušič, bas, Žan Bračun, kitara, Miha Kokot, klaviature, Nina Obradović, spremljevalni vokal, Klara Vetršek, spremljevalni vokal. Ja, za vse ostalo pa dirigent na odru, ali kako? Recimo, gnjavitelj. Ja, nekaj mi povej, inštrument je še kakšen, ko ga nameravaš zdaj v roke vzeti in kaj probati na njem, recimo tak, dobro, morda v prostoru za vajah, verjamem, da si že kaj probaval, ampak recimo, will you master the art of another instrument, recimo, ne? Pa ne bi tudi rekel, da sem glih masteriral art od full instrumentov, mogoče samo klarineta, dejansko. No pa vokalno tudi, ne? Tudi, Pa ja, ampak je že bilo boljš. Ja, no, dobro, glej, se nekaj skromnosti je, pravi. Je že bilo nekaj je boljš, pa- dan smo spali nič, tako da upam, da bo Štimca zdržala špil. Imate after, vidiš. Ja, se me V bistvu- slišite, da sem malo, kot da sem direkt uletel. Povej mi, kako je z glasbenim brlogom, ne? To vse ti doma ustvarjaš ali potem najemaš, kaj se dobite, kje je kakšen bunker, kje kako? Ja, mislim, plat za vaje imam v pekarni že kar vrsto let, tako da na tej točki se zahvaljujem, se ne vem komu. Ne? Ja, Prav tistim, zares. ki je še niso porušili, ne? Tako, ampak Recimo, mislim da smo zelo blizu, ker gradijo praktično tam že stvari. Skozi se neki razlogi najdejo, ja, ampak zaenkrat je... Tako da plat za vaje je tam, studio imam doma, v bistvu taka home varianta. Drugače pa v bistvu vsak komad ima neko svojo zgodbo, recimo če rečemo Lo-Fi jutro, je nastal cel doma, ker ima elektronski boben in v bistvu edin gostujoči gor je Miha Koretič, pa še to z eno samcato najlonsko kitaro, je vse ostalo nastalo doma. Pa recimo preblizu Pleševa je pa druga zgodba, ne? Je pa bobne posnel pri sebi doma, Kristjan Štolc v Gracu, res vrhunski bobnar. Potem kitare in base sem sam, klaviature je Žan Hauptmann pri meni posnel, na Rovca. In violine še tudi pri sebi doma spisal, zdaj ne bom zazeval, Matija Krečič. Dobro, tako da ti se vseeno kličeš mojstre iz foha, ne gre se toliko, da bi kot Leni ali pa Princi to posnel vse sam, ne? Se tudi oni niso vse sami posneli, daleč od tega. Marsikaj so, no. Marsikaj, recimo. ja. Ampak, Ali so pa tako promovirali, no? Recimo, ne? kaj pa jaz vem, kar se Princa tiče, se točno ve, kaj je, pa kaj ni. Pa tudi vedno je res podprl band oziroma glasbenike, ki so pri njemu igrali, vedno je bil to res support. Tako da, tu se mi zdi, da Leni Krevic je bolj tak, no? Da hoče vse sam. Recimo, ja, se pravi. Medtem ko Princ se mi zdi, da je kar poklical tam. In tudi jaz se res 3-krat vsaj vprašam, a je to? Boš ti to, ali rabi ta inštrument zdaj to, kar imaš ti, ali prej
to, kar ima nekdo drug, ne? In mi tudi ni problem. Ne? Se sem naštel že v 2 komadih, ker nekaj ljudi, ki so dodali svojo zrno. Ne? In Torej, vklapaš tukaj to producentsko uho, ne? recimo to, Ja. da zavohaš, kdo bi se dobro obnesel na določenem komadu, na določenem delu. Kaj pa povratni klici, ne? Tudi tebe najbrž vabijo, ne? Pri snemanju kje druge, ne? Bolj včasih kot trenutno. Je res tudi, da sem že dovoljkrat rekel ne, pa mladi prihajajo od zadja. Ne? Jaz, ko sem bil, ne vem, teh nekih 20 plus let, jaz sem imel takrat tudi neko v bistvu srečo, da tipa vokalista ni bilo praktično, ki bi beke pel malo na funky ali malo na moderno, nobenga. Ne? In takrat je bilo res cin, drin. Ja. To je bila tudi tvoja izkušnja z Magnificom takrat, ne? Tako, ja, v bistvu preko sester, s Tomažem Marlencov, Nekako se poznava od sorojaka, malega, ali kako bi rekel, ker sva oba izradila. Ne? Tako, In v bistvu smo mi takrat imeli en band, ki je cover je igral z Dagijom in Jadranka je bila tudi nota. Ne? In smo imeli ene vaje in je rekla ona, ti jaz grem gor do Manjota, kaj pa greš delat? Je rekla, grem te snemat, ne, nekaj. In sem šel zraven takrat, sem že takrat malo snemal, ne, poj pa prišel klic čez nedolgo, da je treba celo plato posnet. Ne, in iz tam naprej smo pol nekako, tudi mi dva z Anžetom bila pri Magnificu v bendu kar nekaj let in tudi potem zda Fenomeno pri založbi njegovi. Ne. Povem, zdaj si omenil Jadranko in sem se spomnil, akustični še obstaja projekt ali ne? Ja, akustični imamo ravno sveže komade na mizi, recimo, ne. Tako da bo tudi to kmalu prišlo. Ampak tam se vidimo kmalu. Tam Karin in Jadranka tudi data svojo težo zraven. Akustični sva, v bistvu mi dva s Karin. Ja, ampak nekako Jadranka velikokrat gostovala, če tako rečem. No? Ja, nekako smo jo slišali že kot... In tudi na veliko pesmih na prvem albumu je prisotna, vsekakor, ja, je dodala svoj pečat tam. Tako da ja, jaz mislim, da smo kmalu videli, no, spet. Dobro, ampak danes si tukaj kot Mate Bro. Na odru bomo slišali torej tudi nekaj z obdobja, ko si z Dagijem imel, ne? In potem te zadnje single, ne? Kako si doma izbiral nekaj zaradi poslušalcev, zaradi sebe ali kako recimo? To je podobna zgodba kot to, kar sva se prej pogovarjala glede delanja komadov v različnih žanrih. A ne? In na eni točki se mi je zazdelo prav neumno, da ti komadi so nekje v omari ali nekje čakajo. Ne. Sploh se mi je zazdelo neumno, zaradi tega, ker jih na radiju konstantno slišim še vedno. Pej da bo star 20 let. Ja, gledaš me, nič ne rečeš. Pa ga še vedno slišim vsak teden, sigurno. Ja, groove je, ne? Ma nekaj, oziroma že takrat je bil izven trenda. Ja. Torej, nikoli ni mogel pasti izven trenda. Ne? Ja. Nikoli ni mogel iti iz mode, ker ni bil v modi. Ne? Pa takrat je Jonas s tistim videom viralnost povečal. Ja, takrat je bil YouTube top. Ne? YouTube je bil takrat top omrežje in to isto je šlo. Ne? Jaz mislim, da je tu botroval tudi en pomemben moment, da je bilo to prvo pojavljanje Jonasa po res dolgem času. Ne? Ni bilo za videti en cajt na TV-ju do tega spota butastega. Pol pa s tistim, kako se reče, Segway. Ja. On je pač vedno pionir pri teh tehničnih stvareh, od nekdaj in tudi tega si je takrat kupil. V bistvu se je to čista zajbancija začela. Ne? Mi smo se takrat nekako družili malo prek Magnifica pa to in smo pač mi dva poslala 3 demote, ki sva jih imela narejena že. In Magnificu in Jonasu, pač da malo povejo, to drži vodo ali raž delete stisnemo. In je on pol takrat klical, če bi lahko ta najn demo uporabo za nek svoj video, ko so neka afna, da sta dejansko do sekunde identično dolga. Ne? No in pol pa prišel moment, ko se je Nočem te nazaj izpel, in smo rabili nov single, nov spot, za pay-up smo se odločili z lahkoto, da bo ta single, pa smo pa za spot študirali, pa seveda si ga zakomplicirali preveč. Ja. Dokler to se pa zdaj nem točno spomnil, kdo je rekel, pa mi imamo to spot. Narejen že. Prijatelj je poslal, ja. Tako, njemu bomo dali nekaj, da v vesel malega in to je to. Ja.
No, zdaj tukaj smo nekako prišla do teh vizuali, ne, do videospotov in to. Danes biti glasbenik, si moraš biti prisoten na omrežjih, na pretočnih vsebinah. To je kar nekaj dela, ne? Groza. Imaš pomoč, imaš opomnike na telefonu, kaj imaš? Ne? Groza. Nič nimam in slab sem v tem. Greš po flow, ne? Ja, žal. Dobro, danes se Slab sem v tem, to bi bilo treba, ne vem, 5 objav delati. To že danes bi mogel, ne vem, 10 objav narediti. Jaz mislim, da še nisem. Ampak ne folgam, imel sem tonsko, pred tebi sem že bil tu, spet sem tu. Smo potegali, bomo šerali in tudi sam koncert bo seveda posnet, kot veste, poslušalke in poslušalci, in YouTube posnetek bo seveda uploadan, tudi posamezni komadi. Dobro, dajva malce glasbe zdaj. I Do Love You, nekako tudi po izboru, ne? Ja, še en jubilant letošnja, Evo, ne? Tudi on slavi 30-letnico, se mi zdi za res hudo idejo in sigurno sem, da bo koncert v Tivoliju bomba. Pogrešam iskreno funky čase. Ja. Zelo rad sem imel funky čase, Magnifico, zato sem se odločil za ta komad, ki je res na plošči, ki je v bistvu meni najljubša, producirana by Istok Turk. In pa tudi Oto se podpiše, ne? Ja, to pa z velikimi črkami. Je samo eden, ne? Res je. Tako, prisluhnimo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, oder že preizkušen. Slišalo se je groovy funky, slišalo se je močno, energijsko. Šli boste do konca, ne? Tako kot se dela, ne? Ja, na glavo. Na glavo. Na tapicirungo boš padel, ne, če greš na glavo. Ne. Kot so prej omenili, sam izbor komadov. Pogled v prihodnost, kar se glasbenega ustvarjanja tiče. Koliko si začrtal zdaj v naslednjih par mesecih? Imaš kaj na lageru? Kako? Ali greš po feelingu? Na lageru je mnogo. Čist konkretni plani. Tik pred koncem je v bistvu je končan, no. Remix pesmi Preblizu plešava, še malo bolj plesno in malo bolj hitro. Pred kratkim sem bil povabljen tudi v sodelovanje v en kolektiv, regijaški celo pri nas, in sicer strani Jacuzija in Grega Trevna, ki so tudi že izdali par komadov, in pred kratkim je ravno šla prav plata, LP, na kjer je v bistvu remix pesmi Bag of Weed, ki sva jo vzbudo naredila že kar nekaj časa nazaj. In v tej isti ekipi se bo zgodil in je tudi že v bistvu na 3/4 končan tudi remix skladbe Lo-Fi jutro. In to se pa sploh... In to pa bo šlo v katero smer, recimo? V reggae. To se res veselim tega. Downtempo, nek tak dub. Ja, ful bolj konkreten postane. Ni več tak mellow, ni več tak mehek in počasen. Sunrise jutro. Ja, rata nekak bolj konkreten dejansko res. Dela se plata, solo komadi. Ja, mislim, dosti je za delati, no. Ideje je ogromno. Mislim, da bo tudi nekaj zanimivih sodelovanj na plati, o tem še ne bi. No. Tako da ja, obenem pa tudi akustični nastaja album, tako da mislim, da naslednjih par let bo kar pestro. Če preberemo, kje Mate Bro nastopa, pomeni takšna zasedba, kot je to zdaj, to pomeni. Če piše Mate Bro, pomeni, da so moji solo komadi, komadi Bro, komadi Da Fenomena, če piše akustični. Da Fenomena. Koliko sta še v stikih, no? Pa vsake toliko, pa še pa rečeva kako, no. Sta pokopala vse tisto, kar je bilo na površju, sta pokopala in ja, hodita, že po travi hodita, ne? Že zdavna sva se zglihala, ne. Je pa dejstvo, ne, midva smo bila res toliko dobra frenda, da sporazumno, težko greš na razne. Ja, kako že imajo tisto zmeraj, ko prebereš, ne, due to differences, ne, ali kako neko že več ne moreš niti sčrkovati do konca, ne. Če si že tuji jezik uporabil, bi jaz reč enega drugega uporabil, pa rekel, ko se voli, taj se svađa. Ja, pljuni istini v oči, eto pa so tam. Nekaj kratkih vprašanj imam tak, vprašam in čisto na hitro odgovoriš, brez nekih da se lahko za vsak je. Ne, saj veš, uživo je, nič se ne zgodi po naključju. Oder, svetovni ali domači, na katerem bi želel nastopiti? Ti mater. Red Rocks Canyon. Red Rocks Canyon je taka sanska
destinacija za špil, mislim, da je Colorado, v takih, kot ime pravi, rdeče skale so okoli in sred tega je tak amfiteater. Ja, tako, ne, tako dol, to sem pa videl, ja. Mislim, vsi imajo tam špila. Jaz sem prvič to videl na DVD-ju od Incubus, ko so snemali tam live in tisto je res sansko. Doma pa si najbrž že tako izkusil vse te, ali je še kakšen na željo ostal na listi, recimo? Ja, stožice še niso se zgodile, drugače pa smo že v bistvu bili in križanke pred kratkim, ko smo bili na izštekanih na 30-letnici, ko sem bil v bendu tudi. Smrdel Brothers Collective, tako, tam si bil zraven. Mislim, da pa največ ljudi je bilo pa davnega leta, ne vem kjerga, z Da Fenomena smo igrali na Kongresnem trgu, takoj za Zokijevim govorom. Ja, glej. Tako da je bilo veliko ljudi. Včasih ni pravi čas, kakorkoli. Ko smo že pri času, če ti bi na zemlji, človeštvu, ne, če bi zemlji ostalo 24 ur, kaj bi v zadnjih 24 urah storil, šel, počel? Nič izven normale. Se pravi, do konca dnevna rutina, kot je, in pol pač lučka se ugasne. Mislim, jaz sem tako bitje, da težko tudi grem proti svoji volji, nekako tako, da večina časa je kar okej, no. Ne bi zdaj neki ekscesa si prvošel, ne. To se mi zdi isto kot folk, ko se mu zapust utrga, ne. Kaj torej si se celo leto nazaj držal, da se te je zdaj odprlo, ali kaj. Po moje, da bi užival v tistih stvareh, ki so ti blizu, ne, in ki so ti najbolj pomembne, ne. Se po moje, če enkrat to fašeš, kaj se už na morje pelal, kaj? Ja, glej, 6 ur. Vsak konj ima svojega konička, ja, enkrat grafit v Mariboru. Po moje, da bi s Pikico šla na sprehod ali pa gor na vikend, na Kremberg. Ja, in potem izpoved do konca, ne? Tako, in po bi gledala v atomski konec. Atomski sleve, ne? Ali kako so že rekli, ne? Dobro. Kar se tiče tega, smo nekako povedali. Samo osebno življenje in glasba se nekako prepletata, ne? Razen glasbe je še kaj tisto? Filmi, knjige, ali vizualno kakšno risanje ali kaj? Laufanje, tenis. Aha, zapravi, šport, ne? To imam pa res rad. Vsako soboto, po zimi, poleti pa 2-krat na teden, hodim na, v bistvu, pač coacha imamo, trenerja, da se ne polamamo, ne. Se pravi, da ni teniškega komavca, ki bi ti preprečil, ne vem, muziciranje, ne? Da nam pove, kako je pravno, pa da gre malo lažje, pa v bistvu zdaj se ravno začenja ta sezona teka, laufanja in to pa počnem v bistvu skozi tu mimo vaše hiše že leta. Od Kardeljeve en krog okoli Pekrske gorce je moja sveta tura. Ja, se to, če greš do povdan, že imaš kaj mira, popovdan je tam kržik malce gneče. Res je, kar polno. Ja. Pa paziti moraš, da ne stopiš na kakšen odtis in si ga prineseš potem v hodnik, ne. Dobro, kaj bomo danes slišali na koncertu? Konkretno naslove? Ja, konkretno, ja. Seveda vse moje solo, Lo-fi jutro, preblizu Pleševa, Tista, in vrnili se bomo malo v Bro čase, Runaway, pa seveda tudi v Da Fenomena čase, tam bo pa malo več komadov, tam bo pa en mix, skupaj povezan paid-up in skupaj sva, Nočem te nazaj in pa Jočem. Na koncu. Jočem bo tudi. Na koncu mora biti. Dobro, Mate, hvala za obisk. Mate Bro je bil z nami. Malce prej bomo začeli s koncertom, kakšno minuto prej in kakšno minuto kasneje končali, tako da bo časa za vse. Hvala za obisk, hvala za dober vibe in dober koncert želimo. Ne? Hvala vam za vabilo in super pogovor, budnico, da sem prišel k sebi. Hvala lepa. Radio SI, Main Stage.